dejansko Evropski parlament že začel delovati in še praktično prednji je bil konstituiran sredi julija, na ta način, da so se določale mesta, delila vodstvena mesta v Evropskem parlamentu, najprej znotraj politične skupine, potem pa seveda tudi nasploh v parlamentu. Pomembno je vedeti, da je v parlament bilo uvrščenih več političnih skupin in 3 največje, to smo mi, predstavniki Evropske ljudske stranke, potem pa tudi liberalci in pa socialisti so oblikovali tripartitni sporazum in ta je bil podlaga za delitev najpomembnejših funkcij in tako, da je zdaj Evropski parlament konstituiran v formalnem smislu. Sedaj pa se bo začelo vsebinsko delo. Mi smo postali slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, člani posameznih odborov. Jaz konkretno bom delal na področju izobraževanja, kulture in pa tudi športa. Šport bo postal vedno bolj zanimivo tudi evropsko vprašanje. Lahko bi rekli, da se že dogaja tudi neko oblikovanje zasnov evropske športne politike. Tisti hip, ko bo sprejeta evropska pogodba, bo šport dobil tudi pravno podlago in vse, kar iz tega izhaja. No, pomembno je tudi vprašanje izobraževanja. Tukaj je še vrsto dosjejev odprtih, vrsto mehanizmov, ki jih morajo evropske države sprejeti in Evropski parlament ima tukaj ključno vlogo, seveda poleg Evropskega sveta in pa Evropske komisije, ki pripravlja vse te dokumente. No, to je področje, ki ga bom zastopal na kulturi, izobraževanju in športu, potem pa je naslednji odbor, to je odbor za kmetijstvo. Že prva seja odbora za kmetijstvo, ki smo jo imeli, je minila v znamenju problemov, s katerimi se sooča evropsko kmetijstvo, recimo cena mleka je bila ena takih zelo konkretnih vprašanj, s katerim je povezano tudi slovensko kmetijstvo, ker dobršen del slovenskega kmetijstva proizvaja mleko, mleko ima nizko ceno povsod po Evropi, ta hip je na nivoju iz leta 1993, kljub temu, da so vsi ostali stroški šli od tega časa bistveno gor, ampak ni samo mleko, gre vrsto za široka paleta konkretnih vprašanj, s katerimi se sooča evropsko in tudi slovensko kmetijstvo, ki bo treba v perspektivi rešiti. In sedaj v krizi kmetijstvo še bolj občuti krizo kot kakšne druge gospodarske panoge. Zlasti v Evropi. V Evropi je kmetijstvo res drago, je pa zelo kvalitetno in bi bilo najslabše, kolikor bi Evropa zanemarila ta del gospodarske dejavnosti.